Oddaja Odnosi so zakon. Dober dan in lepo dobrodošli v še eni oddaji Odnosi so zakon, v katerem je danes veliko čast gostiti upokojenega nadškofa gospoda Marjana Turnška. Dober dan, lepo pozdravljeni. Dober dan, pozdrav. Bog daj. Dobrodošli pri nas v Krškem, v našem studiu. Ponavadi na začetku teh naših oddaj na kratko zmolimo, pa ker ste vi, gospod nadškof, vas prosim, da danes to vi storite. No, to pa je lepo, da imate to navado. Tako. Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo. Tako je, ja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, pošlji nama svojega Svetega Duha, ki naj jo vodi, usmerja, navdihuje, da bova o tej uri pogovora lahko zaznala najprej tvojo bližino midva, in potem, da jo bojo lahko začutili tudi tisti, ki bodo poslušali to oddajo. Kajti tvoj duh je tisti, ki nas gradi, ki nas preustvarja v nove ljudi. In daj, da bi bila vedno bolj nova po delovanju Svetega Duha in da bi vsi zakonci in vsi, ki bodo poslušali, in družine, ki bodo morda poslušale to oddajo, tudi stopile na to pot prenove v duhu. Naj te bo najino delovanje v slavo in čast zdaj in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako. Gospod Turnšek, te dni, kaj počnete? Vem, da veliko tudi naših zakonskih skupin ste že, pa še zdaj spremljate kakšno duhovno, potem imate duhovne vaje za zakonce in še kakšne druge duhovne vaje, poučujete na teološki fakulteti. Ja, ravno v teh dneh se je zopet začel izpitni čas, tako da prav danes sem imel izpite tudi v Ljubljani, in do sredine septembra bo še nekaj tega, hkrati potem tudi priprava na novo akademsko leto, tudi v okviru fakultetnih svetov in drugih ustanov je kar veliko dela in posla zdajle. Po drugi strani je pa veliko možnosti za to duhovno rast pri ljudeh prav v teh časov dopustov, počitnic, in sem že imel nekaj duhovnih vaj za zakonce, tudi za kakšne druge skupine. Tudi ta vikend bomo imeli z eno zakonsko skupino duhovne vaje v Veržeju. Tudi na področju župnije se marsikaj dogaja, ker živim in pomagam župniku, pa tudi širše. Zdaj so bili prazniki, Marijin praznik, ne? Tako da sem ga praznoval skupaj z kar veliko množico vernikov v Olimju. Potem preberem kako stvar, napišem kako stvar, potem pa še takole mimogrede me kdo povabi v kakšno oddajo ali tukaj, ali Radio Ognjišče, ali tudi kje drugje. No. Tako da dela ne zmanjka. Ne zmanjka, kaj ne. Kateri predmet poučujete na teološki fakulteti? Ja, jaz sem v dogmatični katedri in trenutno poučujem teološko antropologijo, nauk o troedinem Bogu, nauk o Svetem Duhu, nauk o veri, upanju in ljubezni. To so taki ti standardni predmeti, ki recimo približno polovica dogmatike je to. Ne? Dva profesorja sva za dogmatiko, tako si razdeliva te dogmatične predmete nekako na polovico. To ste tudi sami študirali v Rimu, ne? To seveda, sem študiral in v prvem obdobju, ko sem bil na fakulteti, sem predaval drugo polovico, recimo nauk o sakramentih, mariologijo, kristologijo, tako da konec koncev zdaj pokrivam celotno dogmatiko v teh obeh obdobjih. Daj vam mogoče kakšno besedo čistko uvodoma reči res o dogmatiki, kako pomembna vendarle je dogmatika danes, ko se nam zdi, da je tudi nekako, ne vem, meni se zdi, da je en tak splošen občutek v družbi med ljudmi, da je pač resnica čist relativna, da si vsak zbere svojo resnico in da absolutnih resnic skoraj da več ni. Tako se mi zdi.
Kako pomembno je poudariti to, da Ja, pa v vendarle so. teologiji je gotovo stvar malo drugačna. Ne? V teologiji, tudi v krščanstvu. Ne? Torej v krščanstvu, ki je razodeta religija ali vera, pomeni, da je vir vsega, tudi znanstvenega raziskovanja, razodetje. Razodetje nekoga, ki je onkraj našega načina bivanja, ki je tudi drugačen od nas, popolnoma drugačen od nas. Ne? Zato lahko v njem kaj rečemo samo, če nam on kaj o tem pove. In to je razodetje. Ne? In za nas je resnica to, kar je Bog razodel. Kar je Bog razodel o stvareh, o stvarstvu, ne? Kar je Bog še posebej, kar je Bog razodel o samem sebi in kar je razodel znotraj stvarstva v človeku. No, to so za nas izredno pomembne stvari in dogmatika pravzaprav je tista veda, teološka veda, ki vedno znova, v vsaki dobi na novo izrazi te razodete resnice, ki so bile razodete v nekem obdobju, v nekem času, torej znotraj neke kulture, recimo judovske kulture, medtem ko mi živimo v čisto eni drugi kulturi danes in je potrebno na nek način prevajati to, kar je Bog razodel v eni čisto drugi govorici in kulturi, v našo kulturo in v našo govorico, ki pa se danes zelo hitro spreminja. Če je včasih stoletja na nek način veljala ena govorica, recimo Tridentinski koncil je 4 stoletja na nek način bil zadosten, glede govorice, glede načina, ampak potem se je pa pokazalo, da se je svet toliko spremenil, tudi način razmišljanja, pa govorica človeka se je toliko spremenila, da je morala cerkev na novo premisliti, kako pa danes to izražati. Ne? In to je bil drugi Vatikanski koncil. Če samo pomislimo na zakramente, koliko je tam noter simbolne govorice. Pravzaprav je eno samo razodetje v zakramentih, ampak skozi govorico vseh vrst, ki pa se spreminja, tudi dojemanje simbolov se spreminja. In to je danes potrebno na novo, na nek način posredovati ljudem, na nov način. No in dogmatika pravzaprav te verske resnice vedno znova izraža na nov način. Jih ne spreminja, ampak skrbi za to, da ostajajo avtentične, čeprav z novimi izrazi. Ker se mi zdi, da ravno tukaj pri tem prevodu, ki ste ga omenili, se mi zdi, da marsikje v dojemanju današnjega človeka to res šepa. Če so imeli recimo apostoli nekako v tisti prvi evangelizaciji, v apostolski dobi, to prednost, da so z kulturno relevantnimi besedami, načini razlagali, ne vem, Kairos je bil vladar, oziroma tudi Hristos, so vedeli, kaj to pomeni, eklezija, se pravi, cerkev je bila skupnost. Je zdaj treba iz tistega, kar so takrat povedali, probati prevesti v današnjo govorico. In tukaj se mi zdi, da ne vem, kdo je tukaj, kaj pa vem, kdo ima tukaj večjo težavo, ali cerkev, ali sodoben človek, prihajati skupaj v tem. Saj smo tudi v cerkvi sodobni ljudje. Ja. Torej, tudi ta, recimo, novi načini, novi pogledi, tudi nova govorica odira tudi, ali prihaja tudi v cerkev in ni nič narobe. Saj Kristus je postavil cerkev v svet. Torej, cerkev ne sme biti zunaj sveta. In vedno enaka. Zato to bila vedno enaka, samo če bi bila zunaj sveta, zunaj dogajanja, zunaj zgodovine, ki se dogaja. Ne, Kristus je ustanovil cerkev kot svoje skrivnostno telo in rekel, zdaj pa bodi ti, moje telo, sredi zgodovine, sredi dogajanja. In občutljiva za to govorico, sodobno govorico, prinašaj temu svetu odrešenje. Tako kot je on. On je tudi se učlovečil, kot rečemo, v tisti čas, v tisto kulturo in je vzel jezik, govorico, simbole tistega časa. Danes marsikaj tega
sodobni človek ne razume več. Ja. Če samo za primer vzameva recimo o Božjem kraljestvu, ki je bilo temeljno pri njegovem oznanjevanju, ne, je uporabljal primere recimo pšeničnega zrna. Zrna, ki mora pas v zemljo, umreti, da lahko iz njega ostane. Mi pa danes vemo, da ne umrje. Ne? Mi danes veliko več vemo o biologiji, ker poznamo, imamo mikroskope in vse to in vemo, kaj se dogaja. Zato, če zdaj kar dobesedno vzamemo, ne dobimo pravega pomena, ki ga je Jezus dal. Ne? Takrat pa so res videli, da je to zrno segnilo. Ker je pač en del segnil, začel gniti. In potem so oni, ker niso filozofsko razmišljali v judovski kulturi, in niso poznali narave in pojma narave, sploh niso poznali. Oni so razmišljali v pojmu stvar in stvarnik. No in zdaj, ko so videli, da je to zrno propadlo, so rekli, zdaj pa je stvarnik na novo posegel in je na novo, ker smo mi to darovali na nek način zemlji in njemu, je zdaj namesto tega enega zrna nam dal 30-tirni, 60-tirni, 100-tirni sad. Poudarek je torej na tem, da je Bog posegel vmes. In to je podoba za Božje kraljestvo. Božjega kraljestva ne moramo mi sami ustvariti med seboj, pa imamo lahko še tako lepe medsebojne odnose. Najbolj srečna družina ne more ustvariti Božjega kraljestva med seboj, ker je to zastonski Božji dar. Torej, Bog mora posebej poseči v naše medsebojne odnose, da tam preustvarja našo resničnost v Božje kraljestvo. Podobno, kakor pri maši, vzamem kruh in vino, ampak je Božji poseg, ne mašnikov poseg, niso mašnikove besede, pa geste tiste, ki spremenijo kruh v Kristusovo telo in vino v Kristusovo kri, ampak on sam, seveda po duhovniku, po mašniku, ker je tako sam določil, ampak to je zaradi nas, da mi vemo, da se je to tu res zgodilo. Ne zaradi, kdo bi lahko tudi brez nas naredil. Brez nas bi lahko to naredil. Ampak razumete, te vidne elemente je uporabil za to, da tako tudi pri zakramentu zakona, zopet tam vzame namesto kruha in vina, kot pri maši, vzame tam medsebojno ljubezen moža in žene, ženina in nevesta in njuno obljubo znotraj te ljubezni, da si bosta ostala zvesta v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, vse dni do konca svojega življenja. Vidite, ta obljuba znotraj medsebojne ljubezni, to Bog vzame in spremeni to človeško resničnost v način svojega prebivanja na zemlji. In to je zakrament zakona. Ne samo zveza med možem in ženo, ampak zveza med možem in ženo, ki sta jo odprla Kristusu, da lahko on zdaj na poseben način živi, prebiva na svetu v njunem odnosu. Tako kakor po Evharistiji v podobi kruha in vina, tako bi tu lahko tudi rekli v podobi zakonske zveze prebiva Kristus na poseben način svojo velikonočno skrivnostjo. In tudi sklicevanje na zakrament svetega zakona v čisto praktičnem smislu pomaga dejansko. To vidimo v konkretnih življenjih in v konkretnih odnosih. To se mi zdi zelo pomembno, da mož in žena, ki sta sklenila zakrament zakona, verujeta, da v njunem odnosu na poseben način prebiva Bog in želi prebivati Kristus v njunem odnosu. Želi. In seveda, tam, kjer on je, tam tudi on deluje, tam tudi sodeluje pri stvareh. Ravno to sem hotel nekako poskusiti. V bistvu ta cela oddaja je najin poizkus tega, da pripeljeva to razumevanje, kako to Božje delovanje v posameznikovem življenju in potem skupaj v življenju obeh zakoncev, kako je Bog tisti agens, tisti dejavnik, ki preustvarja naju, najprej mene kot posameznika in potem naju kot para.
Pa vendar, da se še mečken vrnem nazaj na tisto prevajanje, ne, se mi zdi, da danes, do trenutka, ko človek ne vstopi v to resničnost, dokler nima tega spreobrnenja, dokler ne pride do neke osebne, žive, dejavne vere, mu je vse to nekako španska vas. No, vse to je tudi že Pavel govoril, da meseni človek ne more razumeti tega, ne. Ampak kako poskusiti vendarle povedati, razložiti, pričevati. Mislim, res se to iz življenja vidi, ampak vseeno se mi zdi pomembno, da skozi teologijo, skozi dogmatiko, skozi pričevanje življenja, pa vendar tudi z nekimi besedami, z pričevanskim načinom življenja, da bi znali kristjani, ne vem, jaz bi rad videl, da bi znali boljš ta štand postaviti za to božjo resničnost v današnjem svetu. No. Ja, že Pavel je napisal, pa marsikdo, ne, da je dovolj svetlobe za vse, ne, da bi videli, da bi prepoznali. Ne. Seveda je pa tudi dovolj teme za tiste, ki nočejo videti ali pa niso še sposobni videti. Ne. Ampak je pa dovolj luči v stvarstvu. Pavel je zelo zanimiv, ne, ko govori za Judi, ne, ko hodi okrog po svojem misijonu, ne, najprej se sreča z Judi vedno in tam začne s Svetim pismom. Ne, in utemeljuje recimo potem tudi oznanilo v Jezusu Kristusu na Svetem pismu, ne, da dokazuje, ne, da so že preroki govorili in tako. Ne. No, ko gre med Atene, v Atenah, ne, tam pa začne s stvarstvom. Da je Boga mogoče spoznati preko stvari. Ne, da ne morejo, tako čisto bi lahko rekli en filozofski pristop, ne, da če mi vidimo, da ima vsaka stvar svoj vzrok, nič se ne zgodi brez vzroka. Ne. Ja, kako pa potem, da sploh stvari so? A je prva stvar tudi imela vzrok? Če je imela vzrok, ni bila prva. Če pa ni bilo prve, pa tudi druge ni. Ker pa druga je, ker mi smo, ne, recimo tako, ne, bi lahko rekli čisto tako s tem naravnim filozofskim pristopom začel odstirati pot, čeprav to niso bili ateisti, ne, vsaj večina ne, to so bili verniki, ampak pogani, ne, poganski verniki, pomeni, da so imeli nekaj tega naravni čut, nekaj odprtega, za to so imeli Atence, ne. Tudi so imeli neznanega Boga, ne, in je tako, skozi taka vstopna mesta je vstopal. In zame mi zdi zelo pomembno to, da mi to danes znamo. Poiskati in znamo. Torej, izhodišče oznanjevanja nisem jaz, ali pa kristjan, ampak tisti, ki ga srečam. Ja. Tako je tudi Jezus delal. Ni za vsem enako postopal. Pomeni najprej odkriti, kje ta človek je. Čisto človeško, v svojem miselnem svetu, ne? In potem videti, pri vsakem se bo našla neko vstopno mesto in tam začeti graditi. Ne? Zdaj, lahko je to tudi v zakonu, ne? Ko prideta skupaj dva versko, recimo, različno pripravljena, ne? Ali pa imata različne, kar je zelo pogosto, imata zelo različna izhodišča, ne? Ja. Da velika nevarnost je, da tukaj tisti, ki ima nižje izhodišče ali skoraj minimalistično izhodišče, potegne za seboj tistega, ki je v zakon prišel malo bolj versko utemeljen, ne, v veri, da ga potegne za seboj. Kar je seveda po eni strani logično, zato ker po izvirnem grehu smo nagnjeni k slabemu. In za slabo se ni treba veliko truditi, no? Če se je sploh treba truditi, ne? Za slabo. Medtem ko za dobro se je potrebno. In zato je tako po naravi človek, pa ni zdaj po izvirnem grehu, ni nagnjen k temu, da bi se fejst trudil. Sam od sebe ponovadi gre bolj navzdol, ne? Ja, je treba neka spodbudo, ne? No, vidite, ampak zdaj v tem primeru, ne, pa če pa imamo recimo tega, ki je nekako bolj zasidran v Bogu, ima osebno izkušnjo Boga, ne, pa bo lahko pomagal svojemu sozakoncu prav na ta način, ne da ga bo na nek način skozi opozarjal, kako je neveren, pa kako to, pa kako ono, ali pa kaj vira hoče, ampak da ga bo začutil,
kje on je. In to je med možem in ženo najlažje. Kje on je v svojem duhovnem svetu, ker vsak človek ima duhovni svet. Ne? Smo telesno, duševno in duhovna bitja. Ne? In zdaj ga prepoznati, kot ga prepozna telesno, ne? Tudi kje ima svoje vrline, kje ima svoje šibke točke, potem tudi duševno pomeni ta plat čustev, volje, razuma, spomina. Ne? Ga hitro spozna, kakšen je tukaj, kje ima dobre točke, kje ima šibke. In prav tako je dobro, da ga spoznava duhovno po duhovnem področju in potem tam, ker vidi, da je vstopno mesto, ne? Že to, ja, pa če neč drugega reče, ja, sej verjamem pa je, da nekaj nad nami. Odlično, ne? To je Pavel v Atenah, ne? Ja. Zdaj pa začnemo. Ker obstaja pa tudi nevarnost, ne? Da bi pa poskušal na vsak način ga nekako, to vidimo v praksi velikokrat, ne? Da ljudje, ki pa imajo to osebno vero, si tako močno želijo svojega sozakonca pritegniti k Bogu, da v bistvu pretiravajo. No? Da ga dejansko odbijajo še bolj. Ja, tu bi jaz tako svetoval, ne, recimo to, kar nam Svetopismo pravi, apostolska dela, ne, ko opisujejo prve kristjane. Ne. Kaj pravi? Tako so živeli med seboj, da so jih drugi gledali. In so rekli, glejte, kako se ljubijo med seboj. In ubogega ni med njimi. Če zdaj to prevedemo v ta primer, ne, pomeni ne navaliti na drugega s to versko noto, ne, ampak sam živeti vero na tak način, da jo bo on okusil skozi učlovečeno tvojo vero. Skozi naša vera se mora učlovečiti, ne, mora postati meso in kri. Kar je pa težje. In ko to drugi začutijo, veste, potem jim postane to privlačno. In potem začnejo tudi ne poslušati, ker mu pridigamo, ne, ampak spraševati. Kje dobiš ti moč za vse to? Ne? Kako si lahko takšen? Ker mož in žena se posvečujeta v zakonu, ne druge, pa tudi v Farožu ne, recimo, ko imamo kakšne primere. No in gledajte, ko pa do tega pride, da ga drugi vpraša, pa odkot ti to moč dobivaš, da mi lahko tako služiš, ne? Ker smo poslani, da služimo. Ne? Tako. Potem pa lahko pride beseda, oznanilo po besedi. In vidite, takrat ni treba dokazov, ker smo že vzbudili zanimanje. Zanimanje je že tukaj, ni treba dokazovati, ker dokaz si ti. No in tu, zdaj to je lahko eden, ne, lahko sta obe dva, čudovito je, da sta obe dva, takšna, ker sta potem lahko tudi mož in žena, tudi svojim otrokom, kot oče in mati, vzgled tudi takega verskega življenja, ki pa ni, veste, duhovno življenje ni abstraktno življenje, ni življenje v mislih. Duhovno v krščanskem smislu je konkretno. Človek ima telo, dušo in duha in duh se ne more manifestirati drugače, kakor preko telesa. Edina čisto konkretnih tudi dejanj, samo življenja. Preko telesa. Ljubezen lahko izražamo samo preko telesa. Vero lahko izražamo samo preko telesa. Tudi najbolj pobožne, če so resnično prave pobožne duhovne misli, do njih ne moramo brez telesa. Vse možgani so naše so telo. Spadajo k telesu. In brez možgan ni misli. Ne? Tudi najbolj rabimo telo. In za ljubezen potrebujemo telo. Pri družini in življenju veliko govorimo o tem trikotniku, se pravi, da nekako poskušamo grafično ponazoriti, da kadar sta mož in žena oba na poti k Bogu, vsak zase najprej, v nekem osebnem odnosu z Bogom, takrat se tudi nujno bližata drug k drugemu. Kadar pa eden preveč pobegne, bi rekel, k Bogu, pa drugi spodaj ostane, takrat pa realno pač se tudi med seboj oddaljujeta. Ja, dejansko to ne pomaga takrat k njuni zvezi. Ne? Tako. Ja, gledajte, zanimivo je, Pavel, mislim, da 164krat uporabi frazo v Kristusu. Vedno v tem smislu, ti v Kristusu, jaz v Kristusu, mi v Kristusu, da je to cilj, da vsi postanemo eno v Kristusu. To je
temeljni pavlovski pojem, ne? Biti eno v Kristusu. In gotovo sta mož in žena prva, ki sta k temu poklicana, ne? Da živita v Kristusu. Seveda to se pa dogaja na dveh ravneh. Ne? Se dogaja najprej tako, da je vsak sam Tako. v osebnem odnosu s Kristusom. To mu omogoča Sveti Duh, ne? Da smo lahko eno s Kristusom, da se povezujemo s Kristusom. Ker kakorkoli, tudi če se dva poročita, pa rečemo, sta dva eno, ne? Postaneta eno meso, eno telo, pa vendarle to ne pomeni, da se zlijeta v eno tretjo stvar, sta še vedno osebno ona dva. Ne? In moški je moški, in ženska je moški, ženska, ženska. In je pomembno, da tudi vsak sam prihaja v vedno globlji stik s Kristusom. To, kar pa je potem čudovito, pa je to, da si to znata tudi med seboj povedati. Ne? In da ali v obliki molitve drugemu poveta, ko se z Bogom pogovarjata, ko se z Jezusom pogovarjata na glas drug pred drugim, ne? To je čudovito spoznavanje drugega. Ko skupaj molita, tudi svoje skupne stvari izročata Bogu, ali prosita, ali se zahvaljujeta, ne? In predvsem prepoznavata resničnosti z Božjega vidika. Torej, kaj najno skupno življenje, družinsko življenje, kaj konkretne stvari pomenijo v Bogu. Kako jih Bog vidi, kako jih Bog razume. Ker pomembno je to. Ne, to je ta trikotnik. Ne samo mi dva, potem pa še Bog zraven. Ne? In morda samo kot tisti, ki ga kličemo, naj pride k nam, da nam pomaga izpeljati naše načrte. Same plane, ja. Ne, Bog hoče, da mi sprejmemo njegov plan, ne? Ki je za nas najboljši. Tako verujemo, da je za nas najboljši, boljši od vseh naših. Ampak da do tega pridemo, moramo pa skupaj biti, ne? Skupaj z Bogom. Skupaj z njim hoditi in to začeti izkušati v življenju. In tudi mož in žena skupaj to razpoznavati. Papež Frančišek samo morda to najpogosto zdaj pravi, kako pomembno je razločevanje. In tudi tega ne znamo preveč dobro delati. Ne? Da duhovno razločevanje. Ne? Kaj je od duha, kaj ni od duha. Ne? In tu si lahko tudi mož in žena zelo pomagata. Ne? Seveda, oba v Kristusu imata pravilno usmerjeno vest in tako. Lahko ta okus po Bogu, veste, gre za to, ne, da duhovni okus po Bogu skupaj okušata. To je nekaj najlepšega. Ja, in potem ga tudi ne bota zgrešila. Ja. Pa vseeno potem zakaj gre. Ne? Ali gre za službo, ali gre za gradnjo hiše, ali menjavo avtomobila, ali za spolnost, ali za otroke. Povsod, eden, ki ima okus po Bogu, ne pozabi več tega okusa. Eno anekdoto povem. Ne? Ko je še mama živela, je izredno dobro skuhala kumarce. In to s krompirjem. Tako, ne? In to je mama tako dobro naredila, ne? Da sem jaz v Rimu enkrat, ne vem, kakšne prilike, ampak je na to nanesla beseda, tudi prav v okusu po Bogu, ne? Sem dal pol to primero. Sem rekel, gledajte, če bi tukaj na trgu Svetega Petra bile ob kolonadah, okrog in krog, krožnik pri krožniku, kumare, ne? Ki bi jih različne žene, gospodinje ali pa kuhari skuhali, in bi jaz šel pa probal, jaz bi ugotovil, katero je moja mama skuhala. In gledajte, tako je okus po Bogu. Ne? Ko ga enkrat imaš, ko se enkrat z njim, potem ga boš prepoznal vedno in povsod. V hudih in v lepih trenutkih. Boš vedel, a je Bog, a je hudič zraven. Ja. To ni možno več zgrešiti. In tukaj ima veliko nalogo, ali pa to je naloga cerkve, da nove generacije privede do tega, da jim to omogoči. Seveda skozi vzgojo, skozi verouk, skozi druga srečanja, druge načine, ne? Ampak tudi po možu in ženi. In glavna naloga, tako, ki jo Bog v zakramentu zakona da zakoncema, niso otroci.
ti po naravi pridejo, bi lahko rekli. To je Bog dal po naravi. To, kar je glavna naloga, je, da drugega pripeljeta v nebesa za Kristusom. Amen. Ja. To je naloga. Zdaj, v pripravi se mi zdi na sklenitev zakramenta zakona, bi ta vidik moral biti izredno poudarjen in tam, kjer se vidi, da ljudje niso še pripravljeni za to, bi potreben bil en katehumenat, neka pot, ne? Imeti neko pot, ki pa je seveda ni zdaj generalna za vse enako, ampak za ta konkretni par je treba narediti en itinerarij, kako pripeljati ta dva do stopnje, da bosta vsaj minimalno to sposobna. Tako. Ker šele takrat bosta ona dva vedela, čemu sta rekla da. Točno. In Kaj je krščanski zakon? In takrat šele takrat bo zakrmen zakona dejansko veljaven. Ker če eden obljubi, pa ne ve, kaj je obljubi, ne more biti to veljavno. Ne more delovati. Sem slišal zdaj čist mimogrede za ta primer iz Širokog Brega, v Bosni, kako tam v obredu sklenitve svetega zakona mož in žena položita roko na križ. Ne? In pravite, kako s tem sprejemata križ drugega oziroma se zavedata, da je križ tisti temelj, ki jo nekako prav povezuje, ne? In s tem v bistvu se tudi nekako čist simbolno odpovesta temu kvazi idealizmu tega sveta, ki pravi, ko boš srečal ta pravega, pa boš pa brez težav skozi celo življenje šel. Ne? No, pa še nekaj druga to pomeni. Ne? Namreč to, da je druga stran od zakramenta zakona Kristus, ne pa tako, mož pa žena. Točno, ja. Mož pa žena sta ena stran zakramenta. Tako. To je vidni del, nevidni del je pa Kristus. Točno, ja. Kot v vsakem zakramentu. Mi pa tu dejansko, se mi zdi, ne pripeljamo mladoporočencev, pogosto ne pripeljamo tako daleč, da bi tako dojemali stvari, da bi to razumeli. Seveda je tudi zopet pretiravati pa reči, da morajo vsi maksimum doseči, ne, za začetek, za sklenitev zakramenta zakona, gotovo je to res. Ne. Ampak nek minimum pa je, sploh razumeli, ker potem lahko razvijamo naprej. No in to je pa drugi vidik, ki se mi tudi zdi zelo pomemben, je pa ta mistagogija, so včasih temu rekli, ne? Torej uvajanje po obhajanju zakramenta, katerega koli. In tu se meni zdi, da trenutno pač je cerkev kar precej nemočna, ne? Tako pri birmi, kakor recimo pri zakramentu zakona, ne, da bi potem uvajala te kristjane v način življenja po tem zakramentu. Kar pred sklenitvijo zakramenta, pred obhajanjem zakramenta ni možno. Dva lahko 10 let skupaj živita v zunajzakonski zvezi, ampak to ni to ne živita zakramenta zakona in to je nekaj drugega, kakor živeti zakrament zakona. Ker smo prej rekli, v čem je bistvo zakramenta zakona. Da je Kristus. Ja, ker če sta ona dva faktotum v svojem odnosu, potem to ni zakon. Ko pa enkrat to začneš Kristusa upoštevati, ne, je pa to en nov način življenja, ki ga se prej nisi navadil. Kvečemo obratno, je prejšnji način življenja te potem uvira pri tem, ne, ker si se pač navadil, da si ti tisti, ki vse odločaš. Pri kristjanu pa ni kristjan tisti, ki vse sam odloča, ampak odloča skupaj s Bogom. Ne? Ta mistagogija nekako se mi zdi, hvala Bogu, pri družini in življenju vidimo veliko parov, ki doživijo takšno spremembo. Imamo enega konkretnega prijatelja v mislih, ki je prav eno tako spremembo doživel, ne? Oziroma najprej ona, najprej žena, pa je potem mislil, da mora on tudi dohiteti njeno rast nekaj let v kratkem času in mi je zadnjič ravno pripovedoval, da je z enim gospodom nadškofom vami govoril, ne? In da ste mu rekli, da se tudi v osnovno šolo ne vpišemo v 8. razred, ampak začnemo v 1. razredu. Ne? Ja, ampak to ni rečeno, da ne bo lahko nekdo 8 razredov naredil tudi v 4 letih. No? Točno. Ker lahko točno tako se citiral. Tudi kakega preskoči, ne? Če je dovolj sposoben in če želi. Ja.
No, gotovo se mi zdi to kar zelo pomembna stvar. Ne? To, recimo zakonske skupine, kot ste jih omenili, ne? Se mi zdi, da je en odličen način za to mistagogijo. Ne? Ker konec konca vse mistagogija se potem nikoli ne konča. Ne? Ker dejansko živeti skrivnosti zakramenta ima neskončne globine, zato ker je Bog neskončen. Zato tukaj zakonske skupine dejansko, če gre res za zakonske skupine, so dosmrtne. Ne, ker pomagajo zakonci drug drugemu, pa duhovnik, če je zraven svojega vidika, pomaga vedno globlje živeti iz tega vira. Tudi življenjske okoliščine se spreminjajo, ne, in je v vsakih na novo treba iskati te duhovne razlage ali pa duhovni pomen teh dogodkov. Ne. Od lepih rojstev in včasih spočetje tudi ni lepo, ne? Če nista pripravljena na to. Ne? Kaj vse je treba, vse potem do smrti, ne, ko se pojavi, vse to je treba na nek način duhovno prepoznati. In to, gledajte, to je doživljenjska mistagogija, bi lahko rekli, ne? Pravzaprav glede vseh zakramentov. Ne? No in tu se mi zdi, da takšne skupine lahko odigrajo zelo pomembno vlogo, ali potem tudi izredna ponudba, če tako rečemo, ne, duhovne vaje ali seminarji. Ne. To so pa tisti bolj skoncentrirani trenutki, ne, ko gremo na goro. Ko gremo na goro in lahko določene stvari na novo postavimo, da jih potem lažje živimo naprej v vsakdanjem življenju. Ne. Kakšne imate vi konkretne izkušnje iz tega duhovnega spremljanja zakonskih skupin? Ste se kaj tako prav zase tudi naučili? Ali kako ste recimo, imate kako anekdoto iz teh, bi rekel, trenutkov, iz teh izkušenj? Ja, gledajte, jaz se ogromno sem naučil iz srečevanja pa spremljanja teh zakonskih skupin, tudi seveda drugih, no, ampak zdaj, če govoriva o zakonu. Ena takšna stvar je gotovo zakonski način življenja. Jaz nimam izkušnje zakonskega načina življenja. In vendar je to temeljni način življenja za človeka. Po Božji volji. Bog je hotel, da bi vsi živeli pravzaprav zakonsko in družinsko življenje. To je po naravi. Seveda, potem nekatere pokliče, da ostanejo, če želijo, samski, zato ker jim da eno drugo nalogo, eno drugo vlogo. Ne? Ampak zdaj, gledajte, jaz tega življenja čisto nič ne poznam. Razen toliko, kolikor sem ga z domače družine, no, ampak takrat še otrok pač po svoje dojemaš, to še ni odraslo dojemanje. Ne? In zakonci so mi ogromno tukaj dali. Ne? Realizma. Zato sem tudi rekel, da ko sem postal škof, da bom, takrat sem imel 2 zakonski skupini, sem jih spremljal, ne? Sem rekel, to bom ohranil. Vse drugo ne morem, tudi fakulteto sem moral pustiti, vse sem moral pustiti. Sem rekel, zakonske skupine pa ohranim, zato da bom imel vsaj preko njih reden stik z enim čisto realnim vsakdanjim življenjem. Ne? In to ene temeljne skupine vernikov. To je zakoncev in družin. Ne? In sem zelo hvaležen za vse, kar so mi tukaj razkrili, razodeli, me na nek način uvedli tudi v ta način življenja. Ne? Potem druga taka stvar, tu moram nekako reči, ženskam hvala, ne? Ker to je zopet en svet, ki ga jaz ne poznam, ne? Tudi ga ne poznam tako iz osebnih odnosov. Ne? In recimo v zakonskih skupinah sem gotovo najgloblje lahko spoznal poleg mame in sester, s katerimi sem kar nekaj časa živel doma. Kasneje, ne, so bile prav te žene tiste, preko katerih sem jaz ženski svet najbolj spoznaval. In to je gotovo en svet, ki ga jaz ne poznam, to je en drugi planet, ne? Ampak zelo lep, ne? In mene je to zelo bogatilo, ko sem videl, kako ženske vidijo neke stvari, kako jih čutijo, kako jih doživljajo. To, kar so moški, so v skupini pripovedovali,
To mi je bilo znano, ne? Bolj ali manj mi je bilo znano, to sem razumel, ne bi tako lahko rekel. Medtem ko ono sem veliko bolj potreboval, ne? Zato da se mi razširi obzorje in moram reči, da sem potem to, kar sem tam dobil, lahko zelo, zelo s pridom uporabil v pastoralnem delu z ženami, ženskami, ki jih pa je pravzaprav največ v cerkvi. Ne? Pa naj bo to pri spovedi, a ne, ali pri kakih drugih, potem duhovnih vajah, osebno vodenih, recimo, ne, in tako mi je to zelo koristilo. No. Kaj lahko kakšno grobo oceno dava, v čem, da bi prav orisali elemente, kako se razlikuje ta moška pa ženska duhovnost, recimo. Tako, kaj vi vidite kot jaz take bi najprej prvine? rekel to, da ne gre toliko, v prvi vrsti ne gre toliko za razliko med žensko in moško duhovnostjo, ampak gre najprej za razliko med vsakim človekom, ker vsak človek je enkraten. Tudi moški vse ne doživljamo enako. Ne vidimo vse enako. Torej tudi mi si imamo med seboj kaj zadati, kaj zapovedati, se uplemenititi med seboj kot moški. Ne? Dobro, z ženskim svetom še toliko bolj, ne? Tudi tam nam one lahko nas obogatijo. Ne? Ampak ni ene šablone, ko bi rekli, tole je pa zdaj moško, tole je pa zdaj žensko. Okay. Mogoče smo včasih imeli to preveč tako postavljeno, tudi zato, ker je tudi celotno življenje bilo tako moško in žensko zastavljeno. Pa vprašanje, če je to čisto res. Ker se mi zdi, da če je Bog ustvaril svet, pomeni, da je predvidel tudi vse možne situacije. In situacija v antičnem času in danes je gotovo različna in zahteva tudi različne vloge moškega in žensko. To se pravi, to je v Božjem načrtu. Gotovo pa so tu neke razlike, ne, recimo, ki so pa dokaj jasne in opazne. Ne. Naprimer, ena taka stvar je, da moški veliko lažje izrazi Bogu to, kar čuti do njega, z nekim dejanjem. Bolj kakor z ne vem kako dolgimi molitvami. To ne pomeni, da tudi moški ne more dolgo moliti. Ne? Imamo redovnike, kontemplativne redovnike, ki po več ur na dan molijo. Ne? Ampak je zanimiv bil Benedikt, ne? Ki je rekel, ora et labora, moli in delaj. Ampak ta in, ne? Ni in, ki povezuje dva elementa. Ampak to je veznik, ki združuje oba elementa. Kaj to pomeni? Da je za meniha molitev delo in da je delo molitev. Razumete? In recimo to je moška duhovnost, ne? Bi lahko rekli. To je moška duhovnost, da pravzaprav vse, kar počne, lahko počne kot izraz svojega odnosa z Bogom. Seveda lahko tudi ženska in je tudi ženska pravzaprav k istemu poklicana. Ne? Vendar elementi, ki so tam recimo bolj izraženi, so pa verjetno ena nežnost. Ne? Ena nežnost tako v besedi, kot dejanju, kot drži. Ne? Ta moška je delo in molitev. Ne? To je nekaj tako zelo jasnega, čistega, tudi malo trdega, kdaj, ne? Ker delo je trdo, ne? Zato je tudi molitev kdaj trda. Ne? Medtem ko ženski element vnaša v to trdost, ne, sveta, ki je tudi trd, svet je tudi trd, ne, zlasti po izvirnem grehu, prinaša več tega materinskega elementa Boga. Ne. Zato je tudi ta vidik zelo pomemben. Ne. Mi ga včasih kar spregledamo v Svetem pismu, da je Bog tam tudi v Stari zavezi prikazan včasih z ženskimi elementi. Z večno ljubeznijo te ljubim. Tako, potem tudi ruah, duh je
ženskega spola v hebrejščini. Ne, in že to je tako. Ne? Potem ta materina ljubezen, ne? Ljubkovanje otroka, Efraima. In gledajte, to so potem elementi, ki po ženski plati recimo veliko bolj pridejo tako v zakon, kot v družino, kot v družbo. Ne? In seveda tudi v cerkev. V cerkvi je prav, da sta oba elementa nekako prisotna. Glejte, ko smo že pri tem na razliki, recimo, jaz vidim, da možje zelo radi pridejo kaj narediti v cerkev ali pa okolico cerkva, kakšna težja dela. Ne? In kako pomembno je, da takrat župnik zna to spremeniti v molitev. Da, to se da, na začetku, na koncu, še vmes s kakim vzdihljajem. Ta vidik, da moški bolj molijo nekako med vsem. Med dejavnostjo. Tudi mi vidimo pri moških pohodih, ko se možje skupaj hodijo, nekam odpravijo na pot. Je ta molitev čist drugače pride do izraza. Kot če se pač pri adoraciji ali pa kakorkoli. Ga pa je treba navaditi na to. Seveda pa bo pa koristilo tudi to, če bo znal priti tudi pred Najsvetejše, se tam vreči na tla. Pa ni treba nič kaj veliko govoriti. Ampak samo spoznanje, da sem pred Bogom, pred stvarnikom, pred tistim, ki mi je dal moč, in ki tudi krepi mojo nemoč. Recimo. Tako, to se mi zdi, ampak še enkrat bi počrtal to, da je zelo pomembno, da vsak sam odkriva te svoje plati duhovnosti. Ne, da kar po neki šabloni reče, moški smo taki. Ne, ti si enkratno bitje. Vsak tudi moški je enkratno bitje in mora odkriti, kako je pa Bog njega ustvaril, za pogovor s seboj. Na kak način? Mogoče, recimo, tak lep primer je lahko tale, tudi en razvoj v duhovnosti je, recimo, če vzamemo primer violine, recimo, nekdo, ali pa kitare, nekdo igra na violino, pa najprej se uči igrati violino, uporabi darove, ki mu jih je Bog dal. Potem drugi korak je, ko reče, Gospod, zdaj bom pa jaz tebi zaigral na to violino. Ker mene si ustvaril, violino si ustvaril, dal si mi talent, zdaj ti bom pa nekaj zaigral. Ampak to še ni zadnji korak. Zadnji korak je, ko da ta človek violino Bogu. In zdaj Bog na to violino igra in izraža samega sebe. Sveda ta violina smo mi. Se pravi, ta podoba je v tem, da je človek violina. In najprej se pač učimo, veščine nabiramo, pa se učimo, pa da znamo, pa da lahko delamo, pa poklic in tako naprej. Drugi je potem, ko rečemo, zdaj bom pa jaz, Gospod, za tebe nekaj naredil. Naredimo nekaj lepega za Boga, je rekla mati Terezija. Ampak to še ni vse. Zadnja stopnja duhovnega življenja, duhovnosti pa je, ko se človek Bogu preda in reče, tukaj me imaš in ti uporabi vse moje sposobnosti. Mojo voljo, moj spomin, moj razum, moje telo, moje spolne organe, moje hrepenenja, vse, kar sem in kar imam, dam tebi. Ti uporabi. In ti začni igrati zdaj na mene. In potem se Bog preko mene izraža. In vidite, to je največ, kar lahko človek. Da drugi začutijo, da po meni dela Bog, ne jaz. In k temu smo poklicani, ampak tudi k temu, da si dovoljujemo to postopnost. In to posebej v zakonu, ni druge možje in žene, da si res dovolimo, da vsak na svoj način vstopa. Ob tem, ko ste to razlagali, mi je v živo stopil pred oči en možakar, ki je pred nekaj tednimi razlagal, je rekel, kako je naredil eno tako hrastovo mizo za pred eno cerkev
in je rekel, moj župnik hotel nekaj plačati, je rekel, ne, to sem jaz naredil za Boga. Ampak ta isti mož v neki, bi rekel, naslednji stopni je pri adoraciji rekel, jaz sem si zadal, da kadar bom imel pred seboj izpostavljeno najsvetejše, bom jaz na kolenih, ves čas. Ne, recimo, in je vztrajal v adoraciji na kolenih, je rekel, vse me je bolelo, ampak sem rekel, da bom vztrajal. Ne. In tak mož se mi zdi, da je na poti v to tretjo stopnjo, ko ga Bog lahko seveda je res... tudi tu treba biti previden, ne, da ne pride tu skušnjava, ker se hudobni duh lahko... Jaz, jaz bom zdaj to Bogu naredil, ne? In zdaj sem pa zmogel. Zdaj pa sem gotovo, gledajte, to je gotovo zelo pomembno, ne? Zlasti za moške, da se na tak način... Tak tipičen način se mi je zdel. Ampak ne, da se dokazujejo, ampak da se izražajo. Tako. Da je to izraz ljubezni do Boga. Torej, da tudi zdaj, če na kolenih trpim, ne bom to zato, da bom dokazal, ker sem rekel, da bom in bom zdržal do konca, ampak Gospod, zato, ker te imam rad. Tuga pa je treba potem pomagati, da... Pravilno te stvari osmišljati. Zato je prav, da se o tem pogovarjamo, kaj smo doživljali, kako, in iskreno, da vsak pove tudi svoje misli, kaj je bilo v ozadju tega, kar je počel. Ker samo na osnovi tega lahko potem ali duhovni spremljevalec ali pa tudi v skupini skupinsko na nek način razločujemo, ali je bilo to ta pravo ali ne. Super. To je zelo pomembna zadeva. Kakšno bi bilo kaj vaša navodila ali pa priporočila nam kot družini in življenju, našim parom, našim zakoncem? Tako se mi zdi, da v tem času postkoronskem, ko je seveda tudi veliko drugih negotovosti v zraku, od vojne do vprašanja prehranske varnosti, energetske krize in tako naprej, o kateri je toliko govora v medijih. Kako naj mi, bi rekel, stopamo naprej po tej poti, recimo duhovne rasti? Pa mogoče še posebej, kjer je ta rast nekako že bila, pa imamo to okus po Bogu, marsikateri, pa vseeno se mi zdi, da, v Razodetju pravi, skrbi tega sveta ali pa poželjivost bogatstva ali pa karkoli drugega nas tako hitro znajo odpeljati proč od Boga. Kako vzdrževati to duhovno kondicijo, recimo? Ja, najprej bi rekel, hvala Bogu, da obstajate, da zbirate družine, skupine, da tu vztrajate. Prvi je Bogu hvala, da ste in se vedno znova zahvaljujte za to, da ste in da se ljudje odzovejo, pač toliko, kolikor se trenutno odzovejo. Potem, še enkrat počrtujem vztrajnost, ker v življenju, zlasti v duhovnem življenju, je potrebno biti vztrajen. Ker nujno prihajajo valovi. So normalni, ne? Normalni in bi lahko rekli, bi kdo lahko mislil, da je takrat, ko smo v dolini, da je to slabo. V duhovnem življenju ni nič slabega. Bog vse lahko uporabi v dobro. In pri človeškem razvoju, prav zaradi izvirnega greha, ni samo linearnega napredka. Ampak Bog nam je zagotovil, Pavel pravi v Rimljanom, tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu, vse. In Avguštin, ko to razlaga, pravi vse, pomeni tudi greh. Ampak en pogoj je, pravi Pavel, tistim, ki ljubijo Boga. Torej, spreobrnenje je na začetku. Potem, ko je človek se spreobrne, lahko tudi greh pomaga k Bogu. Ker dejansko mi pomaga, da priznam svojo majhnost, svojo nemoč in se odprem Bogu in ga prosim. In Bog ne bo se pustil dvakrat prositi, če se mu ponujamo. Torej, ta vidik vztrajajte in omogočajte ljudem to zbiranje. Drugi element se mi zdi zelo pomemben, gojitev zavest občestva. Tudi zakonci in družine, ki imajo ogromno seveda dela s seboj, pa skrbi in obveznosti, morajo čutiti, da spadajo v Kristusovo skrivnostno telo. Da so udje istega skrivnostnega telesa, kot sosedje, kot oni, kot drugi zakonci. Skratka,
to, da ohranjati zavest skupnosti, občestva, ali kot zdaj govorimo, sinodalnosti, ne, skupne hoje, ker to je nekaj bistveno, tipično cerkvenega, ne. Biti telo, Kristusovo telo. Ljudje morajo biti skupaj, morajo biti povezani, morajo skupaj iskati rešitve, skupaj pot iskati. Ne. No, to, tretja stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, pa je, da se tudi te skupine da ostajajo odprte. Ja. Čeprav v nekem trenutku ne morejo več novih sprejemati, ne? Ampak odprte v tem smislu, da se zavejo svoje evangelizatorske vloge, da so torej svojo izkušnjo Boga tudi na nek način dolžni, dolžni, ker kot Kristusovo skrivnostno telo, kot cerkev, mi smo dolžni v svetu pričati, ne? O Kristusu, ne o sebi, o Kristusu. Ne? In to, kljub temu, da oni so eni skupini, ampak da ohranjajo to odprtost navzven, da oni morajo prenesti svojo izkušnjo vere v svet. Tistim, ki so bolj oddaljeni ali pa ki so popolnoma oddaljeni ali ki niso še morda doživeli tega. In še ena stvar, ta vidik se seveda ne more zaključiti samo v tem, da to delajo pač tako, ampak da to delajo tudi znotraj svoje župnije. Torej se mi zdi pomembno, da skupine, zakonske skupine, tudi če so sestavljene iz ljudi iz večjih župnij, jaz sam sem v 3 skupinah takih, ki niso samo z ene župnije, in se mi zdi zelo pomembno to, da ohranjajo ta čut pripadnosti širšemu telesu cerkve, ki je konkretno župnija. Res, da to pomeni različne stvari, tudi dokler so mali otroci, ne vem, kaj ne morejo, ampak v naslednjem koraku, ko pa se otroci nekoliko osamosvojijo, pa lahko ti zakonci ogromno bogatstva dajo tudi svoji župniji. Ja. In tako tudi omogočajo nove zakonske skupine ali so bolj za pevce ali za otroke, za verouk. Ogromno možnosti je, kjer lahko tvorno sodelujejo pri življenju cerkve. No in se mi zdi, da to je zelo pomembno. Tudi ne samo, da dobro funkcionirajo znotraj zakonske skupine, ampak da ta zakonska skupina funkcionira tudi v širšem cerkvenem organizmu. Ja. Hvala, se zelo strinjam s tega. Se precej tudi dogaja, smo res veseli, da ljudje dajejo naprej k temu. Tako, jaz to tudi opažam, vidim tudi iz vaših skupin iz Diža, da je ogromno tega podarjanja naprej. Ja, zato vas potrjujem v tem in še prosim, da vztrajate. Tako, pa res se mi zdi pa prav ta, če se mogoče za zaključek vračava na to osnovno temo, dnevno vztrajanje v hoji z Gospodom, vsak zase in potem oba skupaj kot mož in žena. Izredno pomembno, recimo branje Svetega pisma, pač tako, kakor je v tistem trenutku človek sposoben, ampak z vero, da bere Božjo besedo. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne berem samo Božje besede in zdaj sem pa Svetim pismom. Ne, Sveto pismo ni Božja beseda. Božja beseda je tista, ki od Boga prihaja. Torej, ko berem Sveto pismo, me mora Sveto pismo povezati z Bogom, s Tijem, ki mi zdaj govori po tej besedi. Rima. Ja, tako brez tega tudi branje Svetega pisma ni dovolj. Je spet samo ena kljukca. Tako, samo ena kljukca, lahko celo odtuji človeka od Boga. Torej, Božja beseda me mora pripeljati do tistega, ki jo izgovarja, ker ni samo beseda pomembna. Tudi midva zdaj, ko se pogovarjava, ni bistveno to, kar rečeva, ampak bistvo je to, kar sva. Ker si sporočava in tudi gledalcem sporočava, kdo midva sva. In to bo bolj jih na nek način zaznamovalo, prevzelo kot to, kar sva rekla. Ne, da bi oni to vedeli. Se pravi, so te božje resničnosti, ki jih ne vidimo, pa jih moramo se jim odpreti. Tako, odpreti in verjeti potem. In bolj zavestno to delamo, boljše je.
Saj Bog tudi podzavest, hvala Bogu, uporabi, ne? Ampak nas je pa le zavestno ustvaril in želi, da zavestno počnemo. Ne? No, to je eno, recimo branje in premišljevanje o Božji besedi in to je pa tisto stopanje v osebni dialog, stik. Ne? In iskati odmev te besede, ki jo zdaj slišim v živo od Boga, ne? V svojem življenju. Ne? Zakaj sem ravno zdaj prebral ta odlomek? Neverjetno je, kako prav dnevna Božja beseda velikrat se ti zdi, da je prav zame napisana. To se spomnim enkrat, en voditelj duhovnih vaj, ne, je na koncu ga eden vprašal, dajte mi nasvet, kako naj berem Božjo besedo, da mi bo pomagala v vsakdanjem življenju. Ne. Je rekel, že imamo načrt. Cerkev vsak dan bere odlomek, 2 odlomka Božje besede pri maši. V teh odlomkih so vsi odgovori za cel svet v tistem dnevu. Wow. Točno. Čisto konkretne stvari, ki jih priporočamo, lahko si tudi aplikacijo Lekcionar naložite na mobitel. Imate gor dnevno Božjo besedo, recimo, če še nimate. Pri založbi Družina izhaja Beseda med nami, kjer so premišljevanja, ki so spremljevalna k tej dnevni Božji besedi. To Prdižu nekako radi vedno znova uporabljamo, pa spodbujamo k temu. Pred kratkim smo bili ena skupina mož takole zbrani v krogu in smo se pogovarjali o tem, koliko redno beremo Svetopismo. No? In se mi zdi, da se je prav videlo, da tisti, kjer je ta rednost vzpostavljena, šprica od dajanja naprej. Se pravi, tisti potem lahko imajo kaj dati naprej. Ne? Ja, gotovo. Tako, gospod Načkov, res iskrena hvala za ta obisk. Upam, da ste še kdaj srečali, da še kdaj lahko nas spodbudite. Ne vem, mogoče še kakšna zaključna misel. Že prej sem rekel, da vas spodbujam na tej poti vaše dejavnosti, ne, da kar nadaljujte. Se mi zdi, da ste prinesli v Cerkev na Slovenskem tako eno veliko spodbudo, no, na področju pastorale zakoncev in družine. Ne. Saj so, hvala Bogu, tudi še druge, ne, ampak se mi zdi, da več, ko je tako tudi čisto ciljanih, ne, bi lahko rekli, pastoralnih pobud, boljše je, bolj postaja potem čez čas to tudi del redne pastorale. No in to mi je zelo všeč, da zdaj že v marsikateri župniji obstajajo zakonske skupine, ko jih prej ni bilo. Tako to se mi zdi izredno pomembno. In en tak zelo bi vam želel, da bi bili uspešni tudi pri tem osebnem poglabljanju zakoncev in družinskih članov v veri, v tem osebnem odnosu. Ker se mi zdi, da oboje spaše skupaj. Ne? Ni enega brez drugega. Ni mogoče zakonske in družinske duhovnosti poglabljati in gojiti brez čisto osebne. Tako tudi vsej vidim, da imate nekaj teh elementov, recimo prav to odmik za moške, konec koncev tudi odmik za ženske. To pomeni, nekaj trenutkov potrebujemo tudi vsak zase, ne samo mož in žena skupaj. No, jaz recimo na teh duhovnih vajah za zakonce sem prišel nekako do tega spoznanja, da je zelo primerno, da razdelimo recimo po tistih točkah, ki jih imam jaz, da se ona dva razdelita čas do naslednjih točk, ne, na 2 dela. In prvi del so v tišini vsak zase. Ob Božji besedi in ob temi, ki sem jo jaz mogoče malo navrgel, da vsak sam. Po tem drugem delu pa skupaj in si pogovorita, najprej si podelita to, kar sta vsak sam premišljevala, molila in tako. In vse tudi to v molitvenem duhu, tudi ta pogovor v molitvenem duhu, ne? Se pravi, o tem v Kristusu, se pogovarjava v Kristusu, ne sama. Ne? Tudi ne se prepirava, kdo ima prav, glede tega, kar je čutil v molitvi ali pa zaznal, ampak da si podeliva, da se obogativa s to razliko, ki izhaja tudi iz moške in ženske narave. Ne? Da sta isto Božjo besedo ali pa isto temo malo drugače premišljevala, ne? In se obogatita med seboj.
Tako ta dva vidika, ne? Osebno pomagati in potem skupno pomagati, razvijati duhovnost. Iskrena hvala. Vam hvala, Boglonej. Boglonej za to modrosti in predvsem za to, da se čuti in vidi, da vi zares osebno to živite, kar govorite in se mi zdi, da smo vsi gledalci in poslušalci to tudi iz tega našega pogovora. Ja, Bogdaj pa se priporočam v molitev, da bi šlo naprej. Enako, hvala. Tako, če se še niste, vas vabim, da se nam pridružite na Diževem YouTube kanalu, se po slovensko reče subscribajte, se naročite na tele objave še naprej ali pa tudi na podcastu Družina in življenje. Na www.dis.si pa najdete tudi e-novičke, ki vam bodo pomagali graditi odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej, kot pravimo. Hvala lepa, nasvidenje.